Pozdravljeni! Z vaše strani je prišla pobuda, če lahko razložim, kaj je v ozadju te zgodbe o crash testu pri Alfa Romeo Racing in kaj pomeni negativna ocena iz tega testiranja. Namreč v mnogih tujih in tudi domačih virih je bilo omenjeno to, da niso opravili tega testa in da njihova šasija naj bi bila pri tem močno poškodovana, če ne uničena. A razumeti moramo prvič nekaj. Čemu služi crash test? To je serija preizkusov, katera zagotavlja varnost voznikom. Gre pravzaprav za preizkušanje, kako se prenašajo sile iz okolice na samo šasijo, na telo voznika in koliko je vzdržljiva ta varnostna celica za voznika in seveda struktura, v kateri je zaprt rezervoar. In da vas ne bo zmotilo, tudi v slovenskih virih sem videl, da so nekateri navajali, da je teh preizkusov 15. V resnici jih je 18, gre za 5 dinamičnih testov in 13 statičnih. A da bomo bolje razumeli, mnogi viri so, poročali malce drugače o zadevah, ki so se lahko zgodile v Italiji, v Milanu na tem testiranju. Namreč, Motorsport magazin je povedal svojo zgodbo. Vsi so potem to zgodbo povzeli in verjetno vsak je dodal svoj delček zraven. No, nekateri viri navajajo, da naj bi pri Alfa Romeo Racingu prestali tisti 13 statičnih testov. In te testi, poenostavljeno povedano, niso nič drugega kot to, da se šasijo vpne v neke vrste prešo in na različnih delih z različnih smeri obremeni z določeno silo. Nato se pogleda, ali je šasija zdržala tisti pritisk oziroma ali se je deformirala v tistih mejah normale, kot določa tehnični pravilnik FIA. Nato pride na vrsto tistih 5 dinamičnih testov in te so spet drugačni. Gre za to, da se šasijo vpne na neke vrste voziček in z njim zaleti v zid. Poenostavljeno povedano, lahko gre tudi obratno, lahko da se v fiksno šasijo zaleti določena ovira in se gleda na poškodbe, ki pri tem nastanejo. Seveda, tu nastane že prva dilema, namreč viri poročajo o tem, naj bi imela Alfa Romeo Racing, njihova šasija, težave pri čelnem trku. Problem je, da dinamični testi FIA za čelni trk imajo 2 različni varianti, 2 različna testa. In imamo prvega, kjer to šasijo vpnejo na voziček, skupna teža naj bi bila 780 kg, na konec šasije dajo nosni del, to strukturo, katera je enaka tistim, ki bomo potem videli na bolidih Formule 1, tudi delček, kateri simulira segment tega prednjega profila, vidimo na njim, in s to konfiguracijo, s tem vozičkom, se v kontrolirani hitrosti 15 metrov na sekundo ali 54 km na uro zaletijo v zid. Tu se pravzaprav gleda, kako se pojemek nekako prenaša iz te nosne strukture nazaj na šasijo in na lutko, katera služi preučevanju, kako ta pojemek deluje na samega voznika. V tehničnem pravilniku je točno definirano, kakšne meje se ne smejo biti presežene pri tem testu. Naprimer, po prvih 100 mm deformacije nosa naj ne bi ta pojemek presegel 10G in tako naprej. In na raznih skicah vidimo, kako je to pomembno, da so te tkanine v ogljikovih vlaknih pri nosnem delu pravilno nameščene, pravilno oblikovane in tako pomagajo pri tem, da tudi energijo ta nosni del nekako absorbira. Seveda, konec koncev, tudi pri tem testu ne sme biti deformacij te varnostne celice, kjer sedi voznik in seveda tudi nosilcev, na katerih je pritrjen nosni del. Drugi test je v bistvu nekaj čisto različnega. Imamo spet na vozičku pritrjeno šasijo, na katerim namesto nosnega dela vidimo jekleno ploščo, katera je točno določenih dimenzij. Ta plošča ima v svojem prednjem delu tudi utore in s temi utori se praktično čelno pri spet hitrosti 15 metrov na sekundo zaleti v strukturo, katero sestavljajo cevi, 6 cevi.
No, skupna sila naj bi bila 450 kilonewtonov, če sem pravilno prebral pravilnik, in seveda sedaj se tu gleda spet deformacijo cele šasije. Kako se obnaša varnostna celica, kako se obnašajo nosilci. Sedaj ne vem, pri kateremu izmed teh dveh testov so imeli pri Alfa Romeo Racing težave. A kot sem povedal, da bi eden ali drugi izmed teh dveh testov uničil celotno šasijo, je malce malo verjetno. A zavedati se moramo, kolikor so prestali statične teste, da je bila že tako ali drugače v drugih delih šasija uničena. Namreč nihče izmed nas si ne predstavlja, da bi tisto šasijo, ki je šla na crash teste, potem zares uporabili na dirki. To bi bilo podobno, kot če bi kdo izmed nas kupil v salonu prav tisti avtomobil, pri katerem je proizvajalec dosegel 5 zvezdic na testiranju. Seveda nepojmljiva zadeva. A vprašanje, ki ga je postavil poslušalec, ima svoje bistvo. Kaj to pomeni za razvoj Alfa Romeo Racing, kaj to pomeni za sezono 2020? Namreč nekako namignjeno je bilo, da bi zaradi teh težav pri crash testu imeli, bom rekel, velike zamude pri razvoju. A poglejmo, Alfa Romeo Racing ni prva ekipa, ki je imela težave pri crash testu. To je nekaj vsakdanjega v Formuli 1. Naprimer, Marusha v sezoni 2012 je imela take težave s crash testi, da se niso mogli udeležiti niti zimskih testiranj. Tik pred začetkom sezone so jih komaj odpravili in tako dobili dovoljenje, da se udeležijo. A v istem trenutku je imela težave tudi HRT, Hispania Racing, in tudi Ferrari na začetku sezone 2012 v prvo ni opravil crash testa. Force India sredi sezone 2015 je predstavila svojo izpeljanko bolida B, to se pravi z drugačno strukturo nosu, kar je pomenilo nov crash test. In tudi oni ga niso v prvo opravili uspešno. Renault v sezoni 2009 R29 je imel velike probleme pri prvem preizkusu za crash test. In da se ne boste mislili, tudi v sezoni 2005, ko so postali svetovni prvaki, so imeli težave pri opravljanju tega testa. In da se bomo bolje razumeli, kaj pomeni to za Alfa Romeo Racing. Za lansko sezono je Scuderia Toro Rosso in njihov bolid STR14 crash test opravila 11. januarja. Mnogim se bo to zdelo relativno pozno. A kajko, Ferrari ga je opravil šele 19. januarja. To se pravi, nič ni zamujeno in nič ni izgubljeno. Vzeli bodo drugo šasijo, kateri bodo določen del verjetno ojačali in opravili še tisti del čelnega trka oziroma dinamičnih testov. Seveda, neka zamuda, nekaj več stroškov bodo imeli, a nič takega, kar bi bilo konec koncu kritičnega. Verjamem pa, da mnogim virom, mnogim medijem je to obdobje pred novim letom, pred predstavitvijo novih modelov, bo rekel, rahlo skopo z novicami, o katerih se da poročati. Zato dobijo tudi take novice, katere so vsakdanje in ne bistveno pomembne, bistveno več pozornosti, kot bi ga imele, naprimer, januarja ali tik preden predstavitve novih bolidov. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.